Zdaj, seveda, to je zdaj ena stran, kamor na vsake toliko časa zapišem v bistvu kak izraz, kak buzzword, ki nas pravzaprav danes spremljajo čisto na vsakem koraku, pa zdaj ali govorimo o globalnih trendih, ali govorimo o logističnih trendih, ali kakorkoli že, vedno se nekaj z tega naslova tukaj pojavlja, ali je to mobilna tehnologija ali ne vem kaj. Vendar pa je pa fajn, da pri teh stvareh pa vendarle naredimo nek red v bistvu. In tako kot mi recimo razumemo te stvari, pa to nas je zdaj življenje pripeljalo do vsega tega. Če pogledamo zdaj skozi oči recimo digitalne preobrazbe, se pogovarjamo o proizvodnji, pogovarjamo se o logistiki, pogovarjamo se o strankah, pogovarjamo se o nekih notranjih procesih, in seveda na vse te spremembe, o katerih se pogovorimo, gledamo lahko z različnih perspektiv, oziroma različne spremembe različno vplivajo na to, kar hočemo doseči. Na eni strani imamo spremembe v produktu, pa se bomo tega kasneje bolj dotaknili, ampak danes en produkt, ena smučka danes ni taka, kot je bila pred 20 leti v bistvu. Zdaj okrog tega, da vsak dan pride neka tehnološka rešitev, ni potrebno izgubljati besed, o tem, da imamo vsak dan neko novo rešitev, ki pravzaprav nam naše procese bistveno boljše digitalizira, bolj avtomatizira in tako naprej. Ravno tako, o globalnih situacijah pravzaprav ves čas poslušamo, in pa en segment, o katerem se pa absolutno premalo govori, so pa organizacijske spremembe, pa naj bodo to organizacijske spremembe same po sebi, mi pa raje govorimo o potrebnih organizacijskih spremembah. In zdaj seveda, če se zdaj gremo oboroženi nad to strukturo, o kateri sem prej govoril, pa čez pol leta bo verjetno tukaj še več vseh teh besed, pol pa zdaj to nekako zgleda malo drugače v bistvu, in vidimo v bistvu, da vse od teh stvareh, o katerih govorimo, imajo nek svoj naslov. Danes imamo okoli 38 bilijonov naprav, ki so povezana, leta 30 bo tega okrog 50 bilijonov. In uspešna digitalna preobrazba za katerokoli podjetje je še toliko bolj pomembna kot kadarkoli prej. Digitalna preobrazba je temeljno razumevanje, je v dejstvu, da ima vse, kar se zgodi v realnem okolju, tudi digitalni vtis in obratno, vse, kar se v digitalnem, se tudi na nek način vpliva na naše življenje. Največji izziv je pa definitivno kibernetska varnost. S tem, ko greš v digitalizacijo, si bistveno bolj ranljiv, po moje je pa kriminal 2-3 stopnje nad gospodarstvom, ogromno vlagajo v nove tehnologije, definitivno so pred vsemi. Izzive, ki so pomembni pri digitalni preobrazbi, pustiva za naslednjič. Na kratko, o čem se gre, to so dejansko stvari, ki smo jih skozi naše projekte nekako evidentirali, od tega, kako pomembno je, da se projekt razume, do tega, kako posamezen problem, ki ga s projektom rešujemo, komuniciramo, do posameznika v projektu, organizacije projekta kot takega, kaj imamo lahko težave, če vodstvo tega ne podpira, kako pomembna je pravilnost rešitve, kje imamo probleme pri implementacijski ekipi, kako je pomembno, da je tudi v končni fazi ICT pravilno umeščen v podjetje. O teh stvareh se bomo pogovarjali naslednjič. Tako da nekako 12. februarja se bomo pogovarjali o dejstvih o digitalni preobrazbi, zakaj je to sploh pomembno, kako se iti, kateri so ključni gradniki, ki jih naslavljamo, potem pa v 5. marca naredimo tudi malo bolj plastično, kako en tak projekt digitalne transformacije
gleda seveda v luči pametnega in dobrega projektnega menedžmenta. Tu si bomo pa zdaj te izzive digitalne preobrazbe pravzaprav malo bolj podrobno pa vsebinsko pogledali. Seveda kompletno. Tako da hvala vsem. Zdaj, če ima še kdo kako vprašanje, smo na razpolago, če ne se pa vidimo 12. februarja.